Priponka, pošli. Takole. O, pozdravljeni, a ste presenečeni, da me vidite, a? Torej, naj vas pomirim, COVID je še vedno tukaj in je še vedno smrtno nevaren, zato sem pa tukaj tudi jaz, Milan Krek, da vas upozorim, da se ob znakih okužbe testirajte največ tretji ali najmanj prvi dan, razen če so se znaki pojavili pred ali po 4. dnevu. Testov je dovolj za vse, žal pa je od prve pošiljke minilo več kot 4 leta in je nekaterim potekel rok uporabe, ampak takih testov nikakor ne smemo zavreči, saj smo jih preveč preplačali. Zato je moja nova služba, da testiram teste. Torej, z mano je bolnik, ki ima COVID in služi kot referenčna vrednost. Vsak teden mi pač pošljejo novega, drugače ne gre. Torej, kot vidite, tale test je pokazal negativno vrednost, zato ni več uporaben oziroma je pogojno uporaben, ukolikor rabimo nekaj, kar je neuporabno. A je to jasno? Ja, gre v smeti. Dajte še kaj. To je pač pomembna služba, ne? In so je potem tudi zato ponudili tismu, ki mu najbolj zaupajo, ampak je potem gospod Kacin rekel, da žal ne more in zavrnil. Hvala lepa. No, tale test pa, da vidimo. Ja, se pa obadval, kar pomeni, da še vedno deluje. Torej, ni nobenega razloga, da bi ga zavrgli. Rešitev je, da tak test vrnemo v prodajo in mu podaljšamo dolgotrajnost preprosto na lep avte kihnu. Dajte v rokav kihnu. To je treba zaščititi. Dajte njih. Masko dajte horen. No, takole, vidite, enostavno. Če torej v lekarni kupite tist, ki ima dolgotrajno prelepljen z nalepko, s tem ni nič narobe. To samo pomeni, da sem mu jaz osebno podaljšal uporabnost, saj je bil tak test testiran. Hvala za vašo pozornost, ostanite zdravi, dokler se ne okužite, koliko ste pa že okuženi, pomeni, da ste okuženi. Dalje. Koliko pa še imava danes? 528 000. Koliko smo jih pa že? 6.